Dragi moji, dobrodošli v Soul Room Show. Vabim vas, da se skupaj povežemo, da se povežemo s srci. Da danes za začetek naredimo eno povezavo v našem srcu. Zato vas vabim, da zaprete oči. Da se povežemo med sabo. Predstavljajte si, da nas je veliko, ki smo zdaj v tem trenutku povezani. In čutite se, da ste eden izmed tistih, ki ste poklicani, da ste del te velike spremembe, ki se dogaja na materi Zemlji. Povežimo se skozi srce in probajmo čutiti to množico, katere del smo. In drug drugemu pošljemo pozdrav, kot da se pozdravimo. Kot da si rečemo, kot da si pomahamo drug drugemu. In v srcu si postavimo vprašanje. Ali sem svoboden, ali sem svobodna. Začutimo stanje od znotraj, ki nam na to vprašanje odgovori. In postavimo si vprašanje, kaj ovira to mojo svobodo, kaj ovira mojo izraženost, mojo srečo, moje zadovoljstvo, mojo radost. Ko se nam odgovori preprosto odstirajo, v te naše vzroke povabimo luč. Povabimo izvor. Mogoče sami tem vzrokom, ki nas ovirajo na naši poti svobode, nismo kos. In rabimo podporo, pomoč. Možno je, da sami ne moremo razrešiti klopčiča, v katerem se nahajamo. Vzrokov za to je več. Lahko nas je strah spremembe, lahko ne zaupamo v sebe, oziroma lahko dvomimo vase. Lahko pa se s tem vprašanjem, kako priti iz tega klopčiča ven, še nismo zares srečali v sebi. In če danes postavimo to vprašanje, ga naslovimo na nekaj, kar je višje od našega uma, od naše misli. Naslovimo to vprašanje na naš višji jaz. In prepustimo, da se znotraj nas začne sprememba, ko povabimo višjo silo, da
na neviden način razrešuje našo notranjost oziroma naše ovire na poti. Dovolimo si čutiti, da so te ovire največkrat v naših odnosih, v naših službah oziroma denarju, bivanju. In ko pogledamo te ovire na naši poti iz oči v oči, jih pogledamo od znotraj, te ovire poglejmo, kot jih pogleda naš notranji jaz. Poglejmo jih kot na nekaj, kar je rešljivo in nekaj, kar ima že naprej določen dober zaključek, dober premik ali pravi premik oziroma pravo spremembo. In ko pogledamo z očmi višjega jaza v sebi, se sprostimo. Odložimo svoje skrbi, odložimo svoje strahove in predvsem nadzor. Globoko si oddahnemo v srcu, ko spustimo nadzor. Ker nadzor je ena velika ovira, ki je avtomatična v nas. Preko nadzora hočemo vse imeti popredalčkano in usklajeno z nekimi idejami, kako mora nekaj biti postavljeno oziroma kako mora biti dobesedno naslikano. Spustimo ta nadzor in si dovolimo samo obstajati, samo biti, brez skrbi, brez strahov, brez bremen. Dovolimo si čutiti sebe, da smo lahko lahkotni, da smo lahko sproščeni in da lahko dihamo s polnimi pljuči. Iz notranjosti srca zadihajmo življenje, ker od tukaj vidimo življenje drugače, kot ga vidijo naše oči. Od znotraj začutimo, da je vse mogoče, da se vse lahko razplete v najvišje dobro v nas. Od znotraj dobimo upanje, od znotraj spet dobimo smisel za to življenje. Od znotraj lahko dobimo voljo, ki nam je včasih zmanjka. In od znotraj vemo, da nismo sami. Od znotraj vemo, da nas podpira nekaj, kar je našemu umu nedojemljivo. Cel univerzum je od znotraj znan. Izvor, preko katerega dobivamo moč, je tukaj z nami, v našem srcu. In vdihnemo to energijo izvora. In vdihnemo tisto, kar ta trenutek potrebujemo. Ali je to zdravljenje, ali je to podpora,
Ali je to varnost? Ali je to ljubezen? Pomislite, kaj v tem trenutku potrebujete. In tega se nadihajte od znotraj in si vrnite s tem moč, energijo. Ko dihate iz svojega višjega jaza od znotraj, to čudovito izvorno energijo, dobite moč, da presežete omejitve, bremena odvržete. Ko se nadihate iz izvorne luči in veste, da je to vir za vse, kar potrebujete, se počasi začenjajo odklepati vrata do svobode. Ko boš lahko izrazil samega sebe, točno takega, kot si. Da boš lahko živel svoje poslanstvo, svoje darove. Zato potrebuješ, dragi moj, draga moja, to božansko podporo. Zato si jo preprosto samo dobesedno nalij v svoj kelih. Naj bo ta kelih poln tega božanskega nektarja, ki je tu samo zate. Da te opolnomoči. Da greš naprej. Naprej v lastno svobodo. Da presežeš zapise svojih prednikov in svojih izkušenj preteklosti. Da se boš v sebi ponovno rodil. Tokrat ne kot človek, za katerega je zapisano, da bo živel v omejenosti, ampak da se rodiš iz duha. Povabljen si, da se rodiš iz duha. Da iz tega duha živiš in iz tega duha tudi deluješ. Povabljen si, da razpustiš to staro, zemeljsko, človeško, omejeno telo. Polno konceptov. Povabljen si, da živiš v novem svetu, kjer lahko brat bratu, sestra sestri da ponovno roko in si pogleda iz oči v oči. Povabljen si, da deliš ta svet s tistimi, ki te razumejo in sprejemajo takšnega, kot si. Če si poklican k temu in čutiš, da je to tvoje mesto, si dovolj odpreti svoja krila. Krila, da poletiš, se dvigneš iz okvirjev in okovov, ki so te do sedaj držali priklenjenega na tla. Sprejmi
da je božanstvo tukaj na zemlji. In zato beseda Jezusa Kristusa, moje kraljestvo ni od tega sveta, postaja sedaj v tem času resnica. Če se čutiš, da si del tega kraljestva, o katerem je govoril Jezus, sprejmi, da si tisti, ki je izbran. Izbran, da ustvari ta novi svet. Svet, v katerem je tisto, o čemer si sanjal skozi svoje življenje. Ta svet postaja resničen, ko se srca med sabo povežejo in ko ni več primerjanja in tekmovalnosti. Ko brat bratu da roko, ko je v stiski, in ko sestra sestri pogleda iz oči in želi druga drugi najlepše. Nekoč, nekdaj, nekje drugje, morda ne na zemlji, smo živeli ta svet, svet enosti. Na njega smo za kratek čas pozabili, zdaj pa si ga ustvarimo ponovno, ker je tukaj božanstvo, ki nam pri tem daje vse, kar potrebuje. Ko vstopiš v ta svet, ne boš več čutil nezavrženosti, nezapuščenosti, nevrednosti in ničesar drugega, kar te je obremenjevalo skozi tvojo preteklost. Ko vstopiš v ta svet, preprosto veš samo to, da obstajaš. Ne daj se prepričati, da to ni mogoče. In če si eden tistih, ki okoli sebe nima podobno mislečih, ne deli svojih občutkov s tistimi, ki tega ne razumejo, tudi če si še tako želiš, da bi bili drugi del tebe. Obrni se okrog in srečal boš tudi sebi podobne duše, s katerimi boš govoril jezik srca. Naj bo srce na prvem mestu in ko v sebi začutiš, da bi se odzival na strm način, si reci, mir mojega srca je na prvem mestu. Da sem v miru, se odrekam svoji slabi volji, jezi, kritičnosti, sodbi. Zato sem pripravljen plačati ceno miru in ljubezni do samega sebe. Želim ti lep, kolikor se da lahkoten prehod iz starega sveta v novi svet. Hvala, ker si.